Mene pa zanima, na kakšen način boste komunicirali z ljudmi. Tara je že rekla, pa da bo pisarna odprta, ne, se pravi, če bom jaz imela neko težavo, kar bi prišla v pisarno. Mogoče Gregor, imaš še kakšno drugo idejo? Koncept že zdaj zahteva od vsake poslanke in poslanca delovanje v poslanski pisarni, ki ni samo na tisti ulici, kjer je državni zbor, ampak v svojem lokalnem okolju. Ker naš zakonodajni okvir pravi, da mi kot poslanke in poslanci nismo orodje nekoga, da nam reče, kar pritisneš, ampak da naj bi izhodišče dobil v svoji pisarni v lokalnem okolju. To vse piše. Torej, ni treba nič na novo narediti. Da ti dejansko pripeleš prezentacijo mnenja iz svojega okolja naprej, ta del je sicer postavljen in bolj pa ni realiziran. Izmeri se je delal, oziroma iz sklica v sklic parlamenta bolj smo šli v to, da so tisti, ki tam sedijo, samo tisti, ki na tipke pritiskajo, ne pa da dejansko lahko, ne vem, razmišljajo, govorijo, se odločajo po svobodni volji in tako naprej. Verjamem pa, da lahko kvalitetno skupaj razmišljamo tudi v kakšnih bolj odprtih oblikah. Ne rabimo se omejevati samo na tisto dvorano, ki je v državnem zboru. V Sloveniji imamo kar nekaj odprtih okroglih površin, kjer se lahko srečamo, pa se lahko pogovarjamo. In eno od idej, ki smo se pogovarjali, da bi tudi to začeli prakticirati, da bi se večkrat lahko na ta način kje srečali, da se pogovarjali o posameznih temah. Predpogoj za to pa je, da bomo vsi v parlamentu razumeli, da noben zakon ne more biti sprejet brez nujne javne obravnave, ki mora biti po predpisih iz leta 2007 najmanj 30 do 60 dni, pa je bilo to samo do leta 2020 kršeno že skoraj 1000krat, torej že skoraj 3000 predpisih. Tako da več razmišljanje, če bomo pa saj tisti delali, kar je že v predpisu, smo pa po domač povedan strahut ga van.